Pozdravljeni. Rad bi se vam še v svojem imenu zahvalil, da ste prišli vsem zbranim. Predvidevam, da ste vsi tu že spoznali Romanovo zapuščino na takšen ali drugačen način, bodisi kot sodelavci, bodisi kot učenci. Tako da večino vsega razstavljenega tukaj ste najbrž že videli. Kot vidite, prostor je omejen. Žal zato nismo uspeli razstaviti večine njegovih del, ki ga hrani naša družina. Veliko njegovega bogatega ustvarjalnega opusa je tudi najbrž v uporabi v šolskem procesu. Nekaj smo pa probali zbrati tukaj nekakšen pregled, sistematičen vsega njegovega dela, tako da imamo pokrito vse njegove aspekte, vse njegove ustvarjalne procese, ki se jih je lotil. Na srečo, na našo veliko srečo je Roman tudi veliko stvari sam dokumentiral, tako da imamo veliko ohranjenega v digitalni obliki, tako slikanih maket, vsega gradiva, ki ga je naredil, kot tudi njegovih pisanj, torej različnih člankov, mailov, knjig, dramskih uprizoritev in tako naprej. Roman je pri preučevanju geografije in zgodovine bil praktično brez ovir. Kompleksnost obeh ved je brezkompromisno pretočil v fizično obliko, tako da jo lahko spozna vsak, kolikor so mu dovolile zaznavne poti. Ker je bil Roman sam slaboviden, je hitro razvil pravi pedagoški občutek, kako predstaviti različne prostorske in tudi nesnovne pojave. Predstavljal je nekakšen utelešen medij prenosa znanja iz vidnega v nevidno. Svojo neizčrpno inovativnostjo se je trudil graditi mostove tam, kjer jih prej ni bilo. Če nekako časovno zaokrožim njegovo delo, to bi rekel, da je v zgodnjem obdobju svojega delovanja deloval predvsem na replikah, maketah in nasploh zbiranju predmetov, ki bi opolnomočile poučevanje zgodovine in geografije. Z velikim zanimanjem je spremljal in sodeloval pri razvoju tehnike učil. Ena glavnih prelomnic pri njegovem delu je bila zagotovo iznajdba termovakuumske obdelave plastike, ki se je pojavila proti koncu 80. in na začetku 90. let. S to tehniko je lahko masovno reproduciral svoje nizkoprofilne makete, tako da so lahko posamezno učno snov delil hkrati z več učenci, kar je zagotovo pospešilo učni proces. Druga večja prelomnica pa je bil vsekakor prihod računalnika. Odprli so se mu novi svetovi in sam je pri sebi začutil, da mora vso to znanje pretočiti na računalnik v pisano besedo, da bi ga lahko učinkovito delil. Da gremo v analogno. Doma je bil ponavadi v večernih urah za kuhinjsko mizo. Zdajle ob ogledu tega filma sem bil pozoren, opazil sem detajl njegovih rok. V bistvu sem zdajle ugotovil, da je imel res obrtniške roke. Roke so bile polne, se je videlo ogromno opravljenega dela, ogromno ur, ki jih je preživel za mizo, tako z modelarsko žago, olfa noži, kladivi, žebljički, plastelini, škarjami. Njegovo glavno orožje je bilo meko lepilo in leseno, vse možne lesene izdelke, ki jih je naredil, je praktično naredil s temi zgaranimi rokami. No, da se lotimo zdaj same te razstave. Tukaj, ko ste prišli po tem hodniku, ste videli njegove dve praktično največji deli, torej knjigi Dotik znanja in geografija nekoliko drugače. Sedaj pa bomo se predstavili tukaj k prvemu delu razstave, torej to so tipni prostorski prikazi. Torej tukaj je predvsem nek utrinek, kako je Roman nekako probal prostor in čas upodobiti na tipnih maketah.
Takoj čisto na robu imamo izvrsten prikaz, kako deluje matrica, ki je osnova za to tako imenovano termovakuumsko tehniko. In imamo tukaj tipni zemljevid sveta z samim odlitkom. Se zdi pa potem tudi, ker je pač odlitek je prozoren oziroma bele barve, je bilo to treba vsakič pobarvati zaradi kontrasta, ker pač tisti, ki imajo še nekaj vida, potrebuje močen kontrast barv. In tukaj sem pogosto prišel na vrsto tudi jaz, kot njegov pomočnik, kajti če stopim par korakov nazaj, mene je Roman zelo s svojim delom navdušil za prostor in nasploh geografsko vedo, tako da sem se tudi sam odločil za študij geografije. In sem praktično me je čisto prevzela vso to njegovo delo, vsa njegov opus in sem mu probal z razvojem svojih lastnih veščin pomagati in mi je tudi sam, bi rekel, vsa to njegovo delo in meni in mojim bratom dal res veliko za življenje, nasploh znanja, kot tudi občutkov. Miha, lahko zmotim samo. Če bi lahko slepim in slabovidnim tole povedali, da ogledujte si eksponate od desne mize proti levi, od prve proti levi in napisi, kateri sklopi so na steni pred mizo. Se pravi, od stran mize na steni. Potipajte ali pa pogledajte od blizu slabovidni. Tam so imena sklopov, spodaj na mizi pa imate tudi še kakšen brajl napisali ali pa tudi v povečanem tisku. Toliko za čisto operativno gledano. In gledamo potem iz desne proti levi naokrog na stenah, pa slabovidni najdete tudi se pravi, priznanja v povečanem povečavi, tako da boste videli prebrati, za kakšna priznanja gre. In enako so tudi povečane naslovnice knjig, ki jih je Miha pravkar povedal oziroma predstavil. Toliko, mislim, da bomo pozornost pušča, bo treba malo skrajšati. No, Roman bi si želel, da čim več tipate. To je on vedno poudarjal, kajti več zaznavno učenje, več zaznavnost je ključ do znanja. V redu, no, pač tukaj si lahko pogledate v prvem sklopu, torej predvsem prostorske prikaze, od Emone do zemljevidov Velike Britanije, sveta, kraškega površja, maketa dežele, kjer je probal vso kompleksnost pojavov prikazati čim bolj dostopno. Potem pa, da bomo malo skrajšali, bom šel kar naprej na naslednji sklop. To je pa drugi interaktivni, magnetni sklop, smo ga kar poimenovali, zaradi tega, ker je Roman zelo rad delal z magneti. Ko je prišla, ko je tehnologija še toliko naprej, ko so bili materiali, ko so se tako pocenili, je začel na veliko kupovati magnetno folijo in lepiti na predmete, povsod, kamor se je dalo to folijo, in za podlago uporabil kovinske table, tako da je lahko pouk postajal veliko bolj interaktiven. Tukaj imamo nekaj prostorskih prikazov, kako pač na zemljevidu Slovenije postavljamo mesta, imamo prostorske prikaze našega Osončja, to morate vi vse potipati, tako da tamle imamo tudi nekaj geometrije, kajti Roman ni deloval samo ozko v geografiji pa zgodovini, ampak je šel tudi onkraj, od biologije do samih osnov zaznav, kemije, fizike. Res trudil se je, da bi čisto vse spektre pokril, za kar je dobil idejo. Tisti trenutek je bil zelo impulziven in ga ni nič ustavilo. Tretja miza je zanimiva. Zakaj? No, tretja miza je pa potem, če mogoče malo
grem malo širše pogledamo, ne, proti koncu svojega življenja je če dalje več delal tudi na sami igri, kajti to recimo tudi veliko povedal pri zadnji knjigi Iz igre do učenja pri založbi Math. Mimogrede, za to knjigo sem tudi jaz oblikoval naslovnico in je to moj prvi grafični izdelek, tako da je v bistvu tak tiskani grafični izdelek mi je dal priložnost in sem se potrudil, tako da sem mu hvaležen za to, da je prepoznal moje grafično oblikovanje. Tukaj je pa v tem sklopu je delal na čutilih, od tipa do zvoka, do različnih miselnih ugank. Tukaj so razstavljene recimo različne igre, kot smo že videli 3 vrsto, igra Preskočimo se. Tukaj je ogromno različnih kock, različnih materialov. To morate vzeti v roke, malo potresti in ropotulice so iz orehov, ja. Kot je že rečeno, te materiali, ki jih je izbiral, so bili res iz vseh vetrov, tako da orehe se je res je zelo dobro strl, tako da ni nobenega zloma v tem primeru in je potem 2 skupaj zlepil, dal notri razne kamenčke in stvar je takoj začela funkcionirati. Ta zveneča žoga, ta je bila ena izmed zelo pomembnih v zgodnjem razvoju slepih in slabovidnih, kajti tukaj so otroci z zaznavnimi motnjami vida delali na motoriki, sledili so zvoku žoge, ki se je premikala po prostoru, idealno sta si 2 podajala in to je takšne pripomočke za igro so v bistvu slepim in slabovidnim dali ogromno nekih osnov, da je lahko motorično deloval v prostoru čim bolj učinkovito. Četrta miza je pa tudi zelo zanimiva. Po čem? No, četrta miza je definitivno zanimiva. Tukaj pa je šel še par korakov nazaj v tisto prvo obdobje v šolo, da tukaj imamo pravzaprav čisto osnovne stvari, ki se jih morajo tako otroci, ki vidijo in kot tudi tisti, ki ne vidijo, dati skozi. Torej, tukaj vidimo njegove pristope k učenju črk, številk in nasploh brajice. Še bolj so pa zanimivi tisti grafični prikazi nekih osnovnih predmetov, ki jih je po abecedi Roman določil kot neke reprezentativne za posamezno črko. In takšni prikazi omogočajo nekakšen splošen vpogled otrokom, da sploh začnejo tako, ja, pač da začnejo svojimi poizkusi brajice in tudi da utipajo abstraktne pojave, ki jih sicer ne bi mogli. Mika, jaz mislim, da je že dovolj, ker je že pozna ura. Če imajo še kakšno vprašanje, ostalo bi dobro, si sami povedali. Za konec bi samo še spomnil tamle na tisti tipni atlas Ljubljane. To je ena izmed njegovih največjih tipnih dosežkov. Na to je bil res zelo ponosen. Na steni na levi strani. Tako, na steni na levi strani. Jaz sem kot zanimivost, pri študiju geografije sem opravljal prakso na istem inštitutu, kjer je oče to tudi vakuumsko dal delati na današnjem Geodetskem inštitutu Slovenije. Tako da se zgodbe na nek način zanimivo prepletajo in križajo. Je pa cel tipni atlas Ljubljane
zelo veliko delo in bi upozoril, da je bilo najbolj pomembno to, da je na ta atlas oziroma na ta zemljevid dal tudi zavod kot nekakšno izhodišče, od koder so potem učenci potovali po Ljubljani. Sedaj pa mislim, da lahko predam besedo. Če ima še kdo kakšno vprašanje, tukaj sem, pa se lahko še pogovorimo. Hvala lepa. Hvala za zelo izčrpno predstavitev. Seveda bi dobili več časa, pa ga ni. Pa tudi manjša skupina bi morala biti, nas je pa ogromno in je težko vse predstaviti in pogledati. Mislim, da si bi lahko še sami posebej pogledali vse eksponate, ki jih želite v miru. Sicer pa še enkrat se zahvaljujem vsej celi ekipi, s katero smo tole pripravili. Hvala lepa tudi vam.